Spoštovane novinarke, novinarji, predstavniki medijev, dobrodošli na novinarski konferenci, ki jih redno pripravljamo na Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski ob ponedeljkih ob 12. uri. Danes na temo Orkester Slovenske vojske. Koračnice, himne, budnice oziroma glasba nasploh so tesno povezane z oboroženimi silami. V miru in v vojni, na bojišču in v filharmonijah, na protokolarnih in dobrodelnih dogodkih in še marsikje je sodelovanje vojaških glasbenih sestavov skoraj obvezno. Kaj vse počne Orkester Slovenske vojske, kakšno je njihovo poslanstvo, sestav in naloge, nam bo danes predstavil vojaški uslužbenec 13. razreda, gospod Aljoša Deferi. Strokovni vodja Orkestra Slovenske vojske. Nekaj besed bo namenil tudi 25-letnici orkestra in zborniku, ki ga ob tem jubileju izdajajo. Navedel bo tudi nekaj dogodkov, ki jih pripravljajo. Ob koncu predstavitve pa boste lahko vojaškemu uslužbencu 13. razreda postavili vprašanja v zvezi s tematiko. Strokovni vodja, prosim. Hvala, gospod polkovnik. Lep pozdrav vsem v mojem imenu in imenu Orkestra Slovenske vojske. Bom kar začel s temeljnim poslanstvom Orkestra Slovenske vojske, ki je negovanje glasbene umetnosti in predstavljanje zastopanja Slovenske vojske, predvsem v smislu dvigovanja bojne morale pripadnikov Slovenske vojske, motiviranje, ustvarjanje in širjenje organizacijske kulture Slovenske vojske in Republike Slovenije, tako doma kot v tujini, zagotavljanje kulturne oskrbe Slovenske vojske in nadaljevanje tradicije vojaških orkestrov na Slovenskem. Naloge, ki jih opravlja Orkester Slovenske vojske, so predvsem vojaške počastitve, to so sprejemi z vojaškimi častmi v sodelovanju z častno enoto Slovenske vojske in kordonom Slovenske vojske v določenih primerih, pa tudi z častno enoto Republike Slovenije, ko je policijski orkester na drugih dolžnostih. Potem so tu vojaška žalovanja, to so pogrebi z vojaškimi častmi, polaganje vencev in komemoracije. Vojaška praznovanja in slovesnosti, to so različna državna, osrednja državne proslave, dan Slovenske vojske, dan poveljstva sil, centra vojaških šol, brigad, bataljonov, enot Slovenske vojske pri prevzemanju vojaških dolžnosti, pri podeljevanju bojne zastave, pri povišanju pripadnikov Slovenske vojske in tako dalje. Sodelujemo tudi na otvoritvah razstav in na različnih literarnih dogodkih, kjer popestrimo sam dogodek z določenimi glasbenimi vložki. In potem nazadnje pa koncertno-snemalna dejavnost, ki se pa, bom rekel, najbolj odraža v smislu mednarodnega vojaškega sodelovanja. Zelo pogosto povabimo v našo sredino tuje vojaške dirigente, ki z nami pripravijo program, in tudi gostujoče soliste iz različnih vojaških orkestrov in civilno vojaško sodelovanje, kjer smo soorganizatorji ali pa sodelujemo pri organiziranjih različnih dobrodelnih koncertov ali pa koncertov z znanimi slovenskimi glasbeniki. Povedal bi nekaj o strukturi orkestra. Orkester sestavlja poveljstvo, v katerem je poveljnik orkestra, ki je častnik, sicer podpolkovnik, drugače so večinoma v Orkestru Slovenske vojske zaposleni vojaški uslužbenci. Strokovni vodja, ki je istočasno tudi namestnik poveljnika, enotovni počasnik in vodja produkcije, ki skrbi za organizacijo odrov in je kot inšpektor orkestra, kot imajo tudi inšpektorji orkestra drugi profesionalni orkestri v Sloveniji. Pod tem poveljstvom se nahajajo različne zasedbe, s katerimi Orkester Slovenske vojske opravlja svoje naloge. In sicer največja zasedba je koncertni orkester, ki ga vodi vodja koncertnega orkestra, dirigent. To je tukaj protokolarni orkester, s katerimi opravimo še največ nalog, ki ga vodi vodja protokolarnega orkestra, predvodnik.
Big Band, ki ga vodi vodja Big Banda, in komorne zasedbe, ki pa so pihalni kvintet, kvartet klarnetov, kvartet flavt, kvartet saksofonov in trobilni kvintet. Pozabil sem še povedati, da v okviru Big Banda sodeluje tudi mala jazz zasedba. To je približno 5 glasbenikov, ki se lahko spreminja različno glede na situacijo, s katerimi pa največkrat sodelujemo na kakšnih prireditvah z ambientalno glasbo in s tem popestrimo te dogodke. In nenazadnje imamo tudi oddelek za podporo, ki poskrbi, da vse teče kot podmazano, da so na odru inštrumenti, da so na odru stojala, da so note in tako naprej, da lahko normalno izvedemo vse naloge, ki so nam zadane oziroma ki si tudi sami zadamo. No, toliko o tem. Jaz bi kar prišel na dogodke, osrednje dogodke, ki se bodo zgodili bom rekel, v kratkem, nekje tam do septembra. In sicer najprej bi predstavil tudi projekt, ki smo ga naredili v času pandemije COVID-19. Takrat smo večinoma delali od doma, vendar smo, kolikor je bilo mogoče, v prostorih organizirali vaje komornih zasedb in tako je tudi nastala je zgoščenka komornih zasedb ob 25-letnici orkestra. Orkester je namreč lansko leto praznoval 25-letnico delovanja. Na tem CD-ju so skladbe, ki so jih izvajale komorne skupine, ker sem jih prej našteval. Tako da vse smo naredili v samozaložbi, vse sami. Istočasno je pa nastajal tudi zbornik ob 25-letnici delovanja orkestra. Vse skupaj bomo predstavili 25. marca, v petek 25. marca v mali dvorani Slovenske filharmonije ob 12. uri. Sam dogodek bo izgledal v obliki kratkih komentarjev glede teh vsebinskih področij zbornika. Popestrili jih bojo pa komorne zasedbe z skladbami, ki so posnete na CD-ju. Naslednji dogodek, ki bi ga omenil, je 9. aprila. To je dobrodelni koncert za Lino Šukelj. To je deklica, ki ima zdravstvene probleme in mama se izredno veliko ukvarja s to deklico in je že pred 2 letoma, tik pred izbruhom COVID epidemije, zaprosila za sodelovanje orkestra na dobrodelnem koncertu, ki ga sama organizira v sodelovanju z rotarijanci iz Sevnice, in ga žal nismo mogli izvesti zaradi restrikcij, ki so bile takrat, in upajmo, da nam ga uspe izvesti 9.4. Vse že teče, tudi reklama je, predvsem po Facebooku kroži reklama za ta koncert. Mi imamo pripravljen program, v programu bomo imeli tudi solistko, to je pa znana slovenska sopranistka Tina Debevec, ki je med drugim tudi že z orkestrom Slovenske vojske sodelovala. Naslednji večji koncert bo 13. maja ob dnevu Slovenske vojske v Cankarjevem domu z Evo Hren in z, upajmo, novim dirigentom orkestra Slovenske vojske, gospodom Mitjom Dragoličem, ki je opravil avdicijo v orkestru. Tudi v teh hudih časih epidemije nam je uspelo to narediti, sedaj pa v postopku zaposlovanja. 15.5. bo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske, na kateri bo tudi orkester sodeloval. Nato 22. maja imamo koncert z Antonom Habjanom, Nuško Drašček, Tino Debevec in Janezom Lotričem v Železnikih. 4.6. imamo koncert za Zvezo slovenskih častnikov v Hrastniku. 18.9. sodelujemo na Jazz Festivalu Ljubljana z skladbo oziroma svito Ušaj znanega slovenskega skladatelja in trubentača Izidorja Lajtingerja, s katerim smo pa v januarju posneli
to njegovo svito, to je delo, ki traja cirka uro pa 10 minut, to je kar obsežno delo in je zdaj v fazi postprodukcije in bo išlo tam nekje do konca maja meseca in bomo izdali tudi CD s to skladbo in jo bomo predstavili na jazz festivalu v Ljubljani in v Radljah ob Dravi naslednji dan, to je 19.6. 8.7. v smislu civilno-vojaškega sodelovanja sodelujemo tudi na finalnem koncertu 10. mednarodnega tekmovanja saksofonistov v Novi Gorici. S to organizacijo smo sodelovali že, bom rekel, že lansko leto, ko je bila ta zadeva v Zagrebu. Organizatorji so ponavadi koprodukcija, bom rekel, akademij za glasbo, med drugim ljubljanske, zagrebške in tako naprej. Tako da ni to prvič za nas, pomagamo tudi mladim, da se lahko ob spremljavi orkestra predstavijo javnosti. 14.7. smo na festivalu Bled z znano zasedbo Balkan Boys, s katero smo pa tudi lansko leto v mesecu novembru posneli album. Šef te skupine je gospod Rok Nemanič, ki je za ta, bom rekel, ta album dobil sredstva kulturnega ministrstva in je nas vljudno prosil za sodelovanje, da bi v sodelovanju z nami ta album tudi izdal. In tako je nastal Pihalni cirkus z orkestrom Slovenske vojske, ki ga lahko poslušate na vseh pretočnih platformah in izšel je tudi CD. Z njimi bomo, se pravi 14.7. izvedli koncert na festivalu Bled in potem upajmo, da gremo na zaslužen dopust in se vrnemo takoj konec avgusta zopet v našo dvorano, kjer bomo pripravljali v koprodukciji z simfoniki RTV Slovenija, Slovensko filharmonijo, policijskim orkestrom in Cankarjevim domom izvedbo 5. simfonije skladatelja Igorja Krivokapića podnaslovljene 7 trobent Apokalipse, tudi obširno delo, približno uro 15 traja, ki ga bomo izvedli 13. septembra v Cankarjevem domu v Galusovi dvorani. Posebej zanimiv ta projekt zaradi tega, ker sodeluje toliko različnih orkestrov, med drugim tudi nekaj glasbenikov iz tujine, mislim, da iz Belgije, iz Italije. Predvsem je pa zanimivo, da v tej kompoziciji sodelujejo oziroma bomo uporabili tudi inštrumente, ki niso običajni, sploh za pihalne orkestre so, bom rekel, bolj izjema in to so recimo kontrabas, saksofon, ki je, jaz ga še nisem videl v živo, ampak je 3 metre visok in bo že to, bom rekel, neka zanimivost, tudi za poslušalce bojo prvič videli take inštrumente, ne vem, bas trobenta, kontrabas trobenta in tako naprej. To je to, hvala lepa, če imate kakšno vprašanja, sem na voljo. Super, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Torej, vprašanja za vas, novinarke in novinarji. Jerneja Grmadnik, revija Slovenska vojska. Prosim. Dober dan, gospod Deferi. Za vas imam 2 vprašanji. Povedali ste, da ste v tem težkem obdobju epidemije bili zelo kreativni. Zanima me, ali je ta CD nastal tudi kot neka posledica, kako zapolniti to pomanjkanje koncertov, oziroma kako je prišlo do te ideje, da to snamete CD. Drugo vprašanje pa je glede popolnjevanja kadrovskega, kako nekdo postane glasbenik v orkestru Slovenske vojske. Kakšni so pogoji? Hvala lepa za vprašanje. CD je dejansko nastal zaradi tega, ker smo v tistem času večina, oziroma skoraj vsi glasbeniki so imeli delo na domu in to, bom rekel, za orkester ni dobro nadaljavo, saj se nekaj da narediti, ampak to ni v redu, ni skupne igre, ni fizičnega kontakta in zato smo skušali vsaj v enem segmentu, se pravi teh komornih skupin, kjer ni veliko glasbenikov,
spravi te zasedbe, vsaka posamezno in pripravili nek program, ki smo ga posneli, spet upoštevajoč vse ukrepe, ki so bili takrat, ne. In to je bilo možnost. S celim orkestrom absolutno nismo mogli delati in smo s tem vsaj, bom rekel, na nek način držali kondicijo, bom rekel, skupnega muziciranja v tistem času. In glede na to, da je 25. obletnica orkestra bila lansko leto, ne, smo rekli, da bi bilo pa vsaj na nek način lepo počastiti to obletnico z enim izdelkom zvočnim. V bistvu pa je to prišlo prav tudi zato, ker komorne skupine še nikoli nismo nobenega takšnega CD-ja posneli, tako da nam je tudi ta situacija prav prišla v bistvo, ne. Glede drugega vprašanja, kako lahko nekdo postane glasbenik v orkestru Slovenske vojske, je pa v prvi vrsti pogoj za sprejem v orkester je opravljena avdicija. Se pravi, mi ob naboru kandidatov izvedemo avdicijo, na katerem se pač kandidat predstavi z nekim programom, ki ga mi določimo, neki sam zbere. In ko je sprejet, gre v nadaljnji postopek kadrovski in potem mora pač opraviti vse, kar tudi drugi pripadniki, ki se zaposlujejo v Slovenski vojski, se pravi zdravniški pregled, preverjanje gibalnih sposobnosti, še čisto na začetku preverka varnostna. No, in ko vse to obkljukamo, potem pride kandidat k nam oziroma ga napotimo na temeljno vojaško usposabljanje, takoj v prvem terminu, ki je mogoč. In zdaj po novem, po 5 tednih ga dobimo v enoto in nadaljuje delo pri nas. Prav, hvala. Ja. Torej, ja, upoštevane formalna izobrazba in pa vsi ti pogoji, ki so bili navedeni. Tako. Torej, pa imamo še eno vprašanje, in sicer vprašanje Maja je zapisala, koliko članov šteje orkester Slovenske vojske. Povedali ste, da so različni sestavi, tako da mogoče za cel orkester ali pa za posamezne sestave. Prosim. Orkester šteje, se pravi, celotna formacija šteje 62 ljudi, od tega je 50 glasbenikov. Izpustil sem sebe in vodjo produkcije, ki sva tudi glasbenika, dejansko vidva sva išla iz orkestra dejansko, ampak zdaj se pa v teh 50 glasbenikov nekako, bom rekel, podvaja v vseh zasedbah orkestra. Največja je koncertni orkester, kjer sodelujejo vsi. Potem v protokolarnem orkestru, odvisno od dogodka, odvisno od gosta, ki ga sprejemamo, sodeluje od recimo 24 do 32 pripadnikov, ampak to so isti ljudje, ki že igrajo tudi v koncertnem orkestru. Ni posebej ta zasedba, ne. V Big Bandu spet sodeluje do 20 ali pa 22 pripadnikov, ki so ravno tako lahko v teh prejšnjih zasedbah, ki sem rekel. Komorne zasedbe so pa spet sestavljene iz istih glasbenikov, s tem, da je recimo kvartet, so 4 ljudje, kvintet 5, tako nekje do 7-8 ljudi štejejo te komorne zasedbe. Prav, hvala. Zdaj pa imamo še eno vprašanje, in sicer glede septembrskega koncerta v Cankarjevem domu. Ali je to vrhunec vaše letošnje sezone? Ga lahko tako imenujemo? Bom rekel, da to je ena izmed, bom rekel, to se bo prvič zgodilo, pa po mojem potem dolgo časa, ne, da bomo v taki koprodukciji zadevo izvedli. Bo na neki, bom rekel, na nek način bo vrhunec, čeprav imamo mi oktobra svoj letni koncert, nimamo še točnega datuma, zato ker potrebujemo tudi rezervacijo dvorane. V novembru imamo idejo, da bi izvedli koncert z Big Bandom, in to ali v Linhartovi dvorani ali v Kino Šiška dvorani. In jasno, naš tradicionalni sklop božično-novoletnih koncertov v mesecu decembru, to je tam nekje 3. teden v decembru, 3. 4. teden pred božičem. S tem bomo sklenili, rekel, naše leto.
Je pa za nas v bistvu vsak koncert nek vrhunec. Ne jemljemo, bom rekel, ne uvrščamo koncerte, bom rekel, ker je boljši, ker je slabši, vsi so dobri. Hvala. Hvala za odgovor. Kot vidim, nimamo več vprašanj. Še kdo od prijavljenih novinarjev? Ne? V redu. Potem se vam zahvaljujem za vprašanja. Hvala tudi strokovnemu vodji za predstavitev in pa odgovarjanje na vprašanja. Posnetek te novinarske konference je objavljen na YouTube kanalu MORS, tako da vabljeni, da si ogledate tudi tam. Zbornik ob 25-letnici Orkestra Slovenske vojske lahko najdete tudi v digitalni knjižnici MORS na dk.mors.si. In pa za konec še vabilo, da spremljate naše virtualne novinarske konference vsak ponedeljek ob 12. uri. Srečno in lep dan. Nasvidenje.